Se pravi, izhodiščno pastoralno vprašanje, zakaj nekdo ne more vzpostaviti odnos z Bogom, zakaj ne more nekdo redno moliti, pa je veren. Oziroma vsaj na kognitivni ravni, se pravi, predpostavlja, da je Bog ljubeč, tudi sprejema to katehezo, da je Bog ljubeč, ampak ne more pa vstopiti z njim v molitveni odnos. Se pravi, pride do nekega neujemanja in to dojemanje oziroma doživljanje tega človeka bi lahko povzeli: rad bi verjel, pa ne morem. Prepričujem se, pa ne gre. Blagor tebi, ki lahko verjameš, ali pa hodim v cerkev, ker vem, da je prav, ker vem, da Bog obstaja, težko pa molim. Se pravi, čuti neko dvojnost, neko neujemanje, težko ga pa v besedi. In zdaj, če ga težko v besedi, potem ponavadi se ljudje umikamo od stvari, ki jih težko razumemo. Zato, kot da bi imel neke dve podobi o Bogu, ki sta v neujemanju. V njihovem dejanskem življenju in doživljanju je še neka druga podoba o Bogu, ki ne podpira prejetega oznanila. Če rečemo, da je prejeto oznanilo koncept ali shema o Bogu, na nek način se nanaša na levo hemisfero, in ta podoba, ki ne podpira tega oznanila, je pa lahko nezavedna notranja psihična podoba, ki se pa dejansko nanaša na nek način na desno hemisfero, na ta primarna doživetja, izkustva kot otrok. Se pravi, to so najpomembnejše notranje psihične vsebine, ki se nanašajo na občutek, ali si se kot majhen otrok počutil varen, nevaren, se pravi, si lahko v ta svet zaupal ali nisi zaupal, si bil pomirjen ali nepomirjen, si doživljal stabilnost, nestabilnost, sprejetost, nesprejetost, slišanost ali neslišanost. Se pravi, koncept o Bogu, se pravi, se nanaša na levo, je bolj racionalen, zaveden, ubesedljiv oziroma lažje ubesedljiv in se nanaša na to, kar je posameznik neposredno kognitivno slišal in se naučil o Bogu, se pravi, to je kateheza oziroma ta ustna besedna kateheza, medtem ko image of God, podoba o Bogu, pa gre za nezavedne psihoorganske predloge in nastavke, kako bomo vstopali v odnos z drugimi in z Bogom, ter kako se bomo ob tem počutili. Vzpostavi in razvije se že in predvsem v predverbalnem obdobju, se pravi v zgodnjem otroštvu. Zdaj, objekt relacijska teorija bi rekla, gre za vse pomembne notranje psihične organske podobe, izkušnje, odnose, afekte, medtem ko teorija navezanost zelo podobno, malo drugače pove, gre za notranje odnosne modele, kot neke vrste template, ponavljajoče se odnosne primarne izkušnje, ki posameznika močno zaznamujejo. Kakšna je posledica neujemanja teh dveh podob oziroma konceptov in kakšne aplikacije ima potem to lahko za pastoralno delo? Primer. Nekdo na normativni ravni verjame v Boga, se pravi, koncept o Bogu sprejme, dejansko pa se zanaša sam nase. To pa je podoba o Bogu, nezavedna podoba o Bogu, ki se ji morda niti ne zaveda. Drug primer, poslušam pridigo in ji lahko v celoti sledim, potem pa popolnoma isto pridigo, recimo, če bi poslušal strani druge osebe, tam bi pa težko sledil. Zakaj prihaja do tega? Ali pa nekdo tretji, verjamem, da je Bog ljubezen, sam pa zagovarjam fizično kaznovanje. Kako bi to dvoje šlo skupaj? In morda je vprašanje, se morda ne zaveda ta oseba lastne, neustrezne podobe Boga, ker so te vsebine disociirane. Primer. Mama reče otroku, meni lahko poveš vse, medtem ko pa otrok dojema, težko ji povem, ko jo vidim tesnobno in obupano, in to se pogosto dogaja. In posledica tega je, da otrok ne išče več pri tej osebi tolažbe, se čustveno distancira, hkrati razume, da je tako, hkrati pa je lahko zavedno ali pa predvsem nezavedno jezen, ker mu je bila vzeta ta možnost tolažbe in podpore in ne želi več tvegati, da bi bil znova razočaran in prizadet, ker je prosil za tolažbo, pa je ni dobil.
In kadarkoli začuti sled, ki ga spominja na ta primarni odnos, kjer je bilo kar nekaj nebogljenosti, nemoči, pa je to disociirano, se znova v sedanjosti distancira. In to izkušnjo lahko prenese tudi na kasnejše horizontalne odnose ali na vertikalne odnose oziroma odnos z Bogom. Zdaj, če bi rekli levo hemisferno ali pa zavedno, jaz rečem, ne, mama je nekdo, ki pomirja, ampak iz mojega življenja pa ni razvidno, da mama pomirja. Zakaj? Zato, ker ne hodim po tolažbo. In zdaj to mamo, tega očeta, lahko prenesem tudi na Boga. Jaz ne hodim k nikomur po pomirjenje. Čeprav zavestno pa rečem, seveda, absolutno, zato je tukaj Bog, zato so tukaj ljudje. In zakaj prihaja? Zakaj se nekdo distancira v odnosu, tudi v odnosu z Bogom, se pravi, ne išče bližine, ne išče pomoči, ker ne uspe povezati ta dva pojma pomirjenosti na eni strani in na drugi strani odnos oziroma osebo. In bomo verjetno teza je, da je verjetno tej osebi manjkalo teh pozitivnih, zgodnjih doživetij pomirjenosti. In to je lahko za terapevte, za ljudi v pastorali izziv, kako to preseči, to neujemanje. Ko sem omenil pridigo, levo hemisferno jaz lahko, ali pa besedno, lahko jaz sporočam nekaj, ampak kaj, ko je še nehote, neverbalno ali desno hemisfersko še sporočam nekaj drugega, kar pa vas zmoti. In morda pol zaradi tega niti ne boste mogli sprejeti mojega sporočila. In nepovezanost in neujemanje med vernikovimi levo in desno hemisferskimi vsebinami povezani z Bogom v verniku lahko pušča negotovo zmedo, dvom, praznino, ker tega ne razume, se umakne od tega področja. Se pravi, težko to v beseda manjka mu pomen, zakaj to doživlja. Zato kaj bi pomenil pristop, desno hemisferni pristop? Začutiti človeka, slišati ga, povezati se z njim, poskrbeti zanj tam, kjer on to potrebuje, na njemu ustrezen način, imeti ga rad, pomagati mu dati, pomagati mu ubesediti to doživljanje, to neujemanje, da lahko razume, šele potem s kakimi zapovedmi in podobnimi stvarmi. Primer tako imenovane, če se malo poigramo z besedami, desnohemisferske pastorale. Recimo, v začetku sta dekan, naš dekan je salezijanec in ustanovitelj salezijancev, sveti Janez Bosko. Zanimivo, meni je bil vedno zanimiv stavek, za mlade ni dovolj, da jih imamo radi, ampak oni morajo čutiti, da jih imamo radi. Morajo začutiti to. Potem nekdo, primer, recimo sveti Frančišek, sveti Franjo, on je tudi nekdo, ki, vsaj po mojem vedenju, je zelo desno hemisfersko deloval. V slovenščini je pač besedilo tejzejskega speva, ne vem, kako je to hrvaščino, ne vem, a se to v hrvaščini sliši tako, ampak meni je vedno bil zanimivo vers bodi tu in čuj zdaj z menoj, čuj zdaj in moli. In to sem jaz začenjal razumeti šele kot terapeut. Kaj pomeni biti ob nekom, kjer niso pomembne toliko naučiti se nekaj, ampak doživeti neko izkustvo bližine, odnosa, pomirjajočega odnosa. Potem pa primer tako imenovane uspešne, če zdaj lahko to besedo uporabim, desnohemisferske pastorale, bi lahko bil tudi vsi pričevalci. Ker zakaj nekoga radi poslušamo? Ponavadi zaradi tega, ker se, če zdaj rečemo na ravni podobe Boga in koncepta Boga, ker sta v ujemanju. Ne zmotite, ko on govori. Ni nekih čustvenih, ne vem, kakšnih nezavednih vsebin, ki bi te zmotile v tem odnosu. Se pravi, ta pastoralni pristop
človeka se dotakne. Recimo primer takega zelo desno hemisferskega pristopa je kateheza dobrega pastirja, igre, ker zgolj besede se nas vedno ne dotaknejo. Ponavadi želimo en celovit paket. Če pa je še v ozadju besed drža, odnos se nas pa lahko. Potem pomeni sposobnost kateheta, duhovnika, vernika, da se poveže z drugimi. Ne samo levo hemisferno, samo na ravni ideje, ampak tudi na ravni, po domače povedano, a sva lahko prijatelja, čutiva neko, ne vem, naklonjenost. Da zelo resno vzamemo nekaj, ko nam nekdo reče, nekaj me je pri tebi zmotilo, pa to rečejo dobronamerno. Kaj ta vsebina je? Je to moja slepa pega, s katero nisem v stiku? Zanimivo na drugi strani pa neke hierarhije, kot se je recimo v vojski, kjer je poveljevanje, podrejanje, uboganje. Tam pa ne rabimo ne vem koliko desno hemisfernih intervencij. Zato se moramo počasi k tem preseliti tudi k tem. Ne na škodo levo hemisfernih, ampak tudi to dodati. Morda še zadnja dva slajda. Recimo kompenzacijska teorija govori, nekdo, ki je v stiski, se bo lahko najprej iskreno povezal z Bogom, kar mu bo dalo tolikšno varnost in pogum, da bo lahko polagoma znova tvegal v odpiranju v človeških odnosih. Se pravi, se v človeških odnosih počuti zelo nevarno in potem doživi nek milostni trenutek, ali je to spreobrnenje, ali je to, ne vem, karizmatična gibanja, rečejo izliv svetega duha, in se počuti ljubljenega strani Boga in tam na nek način vzpostavi varno navezanost, potem pa polagoma kot to neka varna baza, varno izhodišče, od tu pa počasi potem gre še v človeške odnose. Zdaj, nas pa zanima še druga stvar, od ljudi k Bogu. Nekdo drug pa se bo zaradi prizadetosti v primarnih medosebnih odnosih povsem zaprl tako pred Bogom, kot pred skupnostjo ali drugimi ljudmi. Takemu človeku pa bo lahko pot do Boga odprl predhodni človeški transformirajoč odnos, kjer bo znova izkusil bodisi naklonjenost, stabilnost, varnost, kar je ponavadi pogoj za nadaljnjo raziskovanje in odpiranje v odnosih tako z ljudmi kot z Bogom. O tem je že profesor Erzapej govoril. Doživeti manjkajočo pomirjenost, razumljenost, sprejetost, stabilnost, naklonjenost, to je izziv. In zdaj, če želimo to nezavedno podobo Boga nekako spreminjati, spreminjati jo ne moremo, ampak lahko dodajamo nova izkustva, ki nas potem lahko drugače odpirajo do Boga, je treba spremeniti relacijsko matrico, to pomeni, da človek sebe in druge doživi na nov način. Temu rečemo milostni trenutek, temu rečemo lahko sprememba in v to naj bi bile terapevtske ali pastoralne intervencije usmerjene. Hvala lepa.